za kandidaturo v Krškem in v Kostanjevici na Krki sem se odločil zaradi tega, ker si želim, da Levica pride v novo vlado, ker si želim, da nova vlada poskuša normalizirati situacijo težko, ki smo jo zdaj deležni v Sloveniji, da povrnemo demokracijo, da ohranimo socialno državo in da se vrne kultura, kulturni dialog in standardi, ki smo jih vajeni glede kulture. Nova vlada, če ne bo uspešno odpravila teh škodljivih ukrepov, ki so uničevali socialno državo, potem bo ta nova vlada čez 4 leta na volitvah izgubila, vrnila se bo skrajno desna vlada in potem bomo imeli urbanizem tudi v Sloveniji za naslednjih 15 let. Nova vlada mora tudi končno začeti odgovarjati in reševati probleme, ki pestijo cel svet. To so okoljski problemi, to je prva prioriteta, ki se mora zgoditi, da se konkretno začne odpravljati te težave, ker vemo, da v sedanji vladi so klimatski skeptiki, zanikovalci klimatskih sprememb. Druga zadeva je vojna v Ukrajini, ki je dala idejam skrajne desnice po Evropi spet nov zagon in spet se pogovarjamo o večjih izdatkih za orožje. Ta denar nujno potrebujemo za spopadanje z podnebnimi spremembami. Vojne konflikte, nesoglasja med sosedami v Evropi pa je treba reševati z diplomacijo in z dolgoročnim zavzemanjem za demilitarizacijo. Tretja stvar pa je, seveda, kot sem že povedal, skrb za socialno državo. Država, v kateri se razkorak med peščico premožnih in ostalimi vse bolj veča, vodi v to, da pride do konfliktov. Najprej verbalnih konfliktov, potem do konfliktov nasilja na ulici in potem do večjih spopadov, ki si jih ne želimo. Levica gre na te volitve zopet z najmanj sredstvi, najmanj denarja bomo porabili od vseh parlamentarnih strank. Naš glavni adut je program, ki smo ga sestavljali v krogu več kot 100 ljudi in za katerim stojimo, to nas drži skupaj. Mi ne bomo porabili 3 milijone, tako kot sedanja vladna stranka, za jumbo plakate, ki že 2 leti visijo in onesnažujejo, nezakonito visijo ob avtocestah. Nimamo denarja za avtobuse, mi stavimo na naš program in upamo, da si bojo ljudje prebrali izhodišča programa, upamo, da bodo na volitve prišli informirani in se spomnili zgodovinskih okoliščin zadnjih 2 let, kaj vse smo pretrpeli pod to vlado. Policijska ura, represija na ulicah, kazni, drakonske kazni za majhna odstopanja od nekih teh protikoronskih ukrepov, ki so jih predpisali. Seveda, epidemijo smo slabo pod to vlado zvozili, imamo slabe rezultate, zato ker je pač bila prioriteta drugje, totalitaren prevzem države s strani stranke vladajoče.